ta tema, s katero se danes bomo ukvarjali, je ena, ki nam je zadala kar neki glavobola v zadnjih 7 letih, ker še pred 7 leti, tisti, ki berete naše novice, če se spomnite, smo že takrat napovedali knjigo Resnice in zmote v maščobah. In ker so te resnice in zmote v maščobah tako spolzke, da ko stopiš na eno stvar, res se lahko polomiš na njej, ker že sami nismo mogli verjeti, pa tudi drugi, ki sodelujejo v projektu, koliko je tle enih stvari narobe. Ravno misliš, da si pogruntal neko terminologijo, potem pa ugotoviš, da to nič ne drži. Potem pa ravno misliš, da si zdaj veš, katere so dobre, pa katere so slabe maščobe, pa se ti spet zadeva obrne na glavo. In resnično smo večkrat predstavljali izid teh knjig in se nekako odločili, posebej zdaj, ko so že Američani priznali, da so nas 50 let zavajali na temo holesterola, da je pa že skrajni čas, da določene stvari zagledajo luč dneva. No, ta knjiga ima tudi svoj netipičen razplet. Začelo se s tem, da smo z Adriano bile prepričane, da bomo to uspeli spraviti v format naših žepnic. Potem smo pa ugotovili, da bi tega bilo za res še 2-krat toliko. Zakaj vam to razlagam? Res, kot boste videli, meni je se to najbolj podobno tem turškim nadaljevankam. Na začetku misliš, da veš, kdo je komu oče, mati, kdo je s komu v kakšnem odnosu, tam nekje pri 100. epizodi ugotoviš, da je vsak vsakemu ravno to, kar nisi mislil, da je. In zelo podobna zgodba, res, zato je tudi tako, s to nadaljevanje bilo potrebno, da mi to spravimo skup, ker stvari so popolnoma drugačne, kot so nas učili in kot smo zelo dolg časa verjeli. Seveda, posledica te nevednosti ni le kot neka znanstvena zmota, posledica te nevednosti je zelo merljiva. To, da mi danes imamo toliko debelosti, toliko težav z Alzheimerjevo, Parkinsonovo, demenco, srčno-žilnimi zadevami, sladkornimi težavami, kdo bi si mislijo, da vse to vleče korenine iz tega, da imamo napačno idejo o tem, kaj so maščobe, kaj je holesterol, kaj je zdravo, pa kaj ne. In da začnem od začetka, smo rekli nekako, če bi hodila strniti vse tako na kratko, 5 mitov je, katere so nam prodali. Prva stvar je ta, da dobimo vsi ošpice, ko se reče holesterol, ker v tem nekako vidimo svojega najhujšega neprijatelja. Gre pa za eno od najbolj dragocenih stvari, brez katere nihče od nas ne bi stal skup, ker vsa ta voda v našem telesu, veste, da je 75%, vse te naše celične ovojnice, vsi receptori, to so te ključavnice, ki se morajo odpirati, da bi celica normalno funkcionirala, dobivala hrano, izločala hrano, vse te vloge v veliki meri opravlja holesterol in druge koristne maščobe. Naših možganov ne bi bilo brez tega, regeneracije celic ne bi bilo, hormonov ne bi bilo, o tem bo kasneje Adriana več povedala, kako jim je uspelo, da mi od nečesa, kar je tako dragoceno, da telo ima milijon načinov, da si pridela holesterol, če tudi vi mogoče samo travo pasete, bo telo naredilo, če hoče, holesterola toliko, koliko da je v 10 jajcih vsak dan. To pomeni, ti telo ne moreš prelisičiti. Če telo rabi holesterol, ga vedno zna narediti. Iz ogljikovega hidrata, iz česarkoli. Logika, ki je nam popolnoma tuja, ker so nam prodali zgodbo, da, seveda, če ješ holesterol, potem pa imaš holesterol. Če posipaš špagete pod drevesa, potem bojo zrasli špageti na drevesu. In mi verjamemo, da če na eno luknjo ena sestavina gre noter, da potem to avtomatično se bo nalagalo nekje v telesu, stvari pa sploh ne funkcionirajo tako. Prodali so nam tudi zgodbo, da obstajata dober pa slab holesterol, tako kot v vsakem filmu obstajajo dobri pa slabi, ampak znanost je tudi na tem področju že precej napredovala, pa je ugotovila, da tudi to ne pije vodo, da, kot boste slišali pozneje, obstaja tudi znotraj dobrega, dober in slab, pa tudi znotraj slabega, dober pa slab, pa da na koncu sploh težko rečeš, kdo je dober pa slab, ker je samo zato, komu se je kaj zgodilo v našem telesu po naši krivdi. No, da uživanje holesterola maši ožilje, na tem sloni cela zgodba, zaradi tega so nam rekli, pozabite na jajca, pozabite na maslo, margarine in ostalo. Bomo povedali, do kam je pa to pripeljalo.
Seveda, potem pa ne le to, ampak tudi uživanje nasičenih maščob. Še danes na radiju pogosto slišim kakšnega zdravnika, ki je tista šola, ki je brala učbenike napisane 1950, da so vse nasičene maščobe slabe in seveda odgovori v eter so, ja, tudi kokosova maščoba je slaba, ker je nasičena in ne vem, palmova in vse ostale. Vmes je tudi znanost že zdavnaj prišla do spoznanja, da to ne drži. Ampak veste, kaj se Janezek nauči, to Janezek ve in potem se te stvari reproducirajo zelo dolg, dok se nekje ne izpojejo. Tako da se zna zgoditi, da laiki bojo hitreje dojeli, kaj so maščobe, kot bo stroka res nekje zasukala oziroma se spoznala s tistim, kar je o tem še treba vedeti. Pa seveda, da visok holesterol v krvi maši ožilje. Vete, Adriana bo o tem povedala bolj natančno, ampak kot boste vedeli, holesterol sam potuje skozi ožilje. On mora priti tam, kjer ga mi nujno rabimo. Če se mu kaj pripeti, da obtiči na avtocesti, veste, če se vam danes domov bo zgodilo, da nekje se zaletite in poškodujete ograjo na avtocesti, da ni kriv avtomobil. Krivo je mogoče drseče vozišče, slabi pogoj na cesti, kakšni norci, ki jih nikoli ne manjka na cesti, ki se zaletijo v vas. Ni krivo to, da ste se vi peljali po cesti. In tudi to, da je holesterol v krvi, ja seveda je v krvi, on mora priplavati od tam, kjer smo ga proizvedli, do tam, kjer ga potrebujemo. Pravo vprašanje je, zakaj pa ni prišel tam, kjer je bil namenjen? Kaj se je to zgodilo na cesti, da je doživel potalko ali trčenje, ali da je oksidiral, blikiral ali karkoli se mu je zgodilo, da je zaradi tega postal škodljiv, ni holesterol škodljiv. Ampak nesrečni primeri, ki se mu lahko pripetijo in ker mi imamo zelo veliko vlogo, koliko varno bo potoval, je dobro, da tudi o tem vemo kaj več. No, vse skupaj, tako kot res v kriminalkah, sloni na eni nikoli dokazani predpostavki. Vete, to je najbolj zanimivo v celem primeru. Cela lipidna hipoteza oziroma zgodba o tem, da je holesterol škodljiv, je malo za lase privlečena, izlobirana zelo na hiter, kje v Ameriki, zakaj tam, ja, zaradi tega, ker je največ denarja, da financiraš, da ti sproducirajo neko teorijo. Razlog pa je ta, da po drugi svetovni vojni naenkrat bo malo preveč oljne repice, pa sončnic, pa soje in da je bilo škoda to vse uporabiti za to, da futramo živali, ker tam ni veliko dobička in da je bilo treba najti nek način uporabe vseh teh olj, da se na njih da kaj več zaslužiti. In seveda prva pozicija je bila treba satanizirati to, kar se je takrat uporabljalo. Do takrat pa se je uporabljala palmova, kokosova, svinjska maščoba pa maslo. In nastala je teorija, da če uživamo več holesterola, bo povečan riziko, da doživimo srčno kap ali možgansko kap. In to bazira na raziskavah, ki so jih delali, koliko zdaj že 50 let nazaj. Trajalo je približno 50 let, da se ugotovi, da je to bila ena falsificirana raziskava. Takrat so pregledali, kaj se dogaja skoraj v 30 državah, zamolčali so nam, da v večini držav, kjer so statistične podatke pregledovali, to ni držalo. Seveda, naši so 6 držav, kjer je ta zadeva, kjer so lahko dokazali to, kar so želeli, da tam, kjer uživajo več holesterola, imajo več težav s srcem, ožiljem, več infarktov, več možganskih kapi. Ampak oni niso povedali, da obstaja vsaj 2-krat več držav, kjer uživajo ogromno holesterola in nasičenih maščob in imajo manj težav z ožiljem ali z infarkti in ostalim kot v drugih državah. Torej, seveda, ko nekdo spakira te podatke v predal in ko javnost za to ne ve nekaj desetletij, potem je na tem zgrajen ogromen imperij, zelo velik dobičkov, na eni strani živil, ki smo jih začeli jesti, na drugi strani zdravil, ki smo jih začeli jesti, da bi danes, oziroma lani, ravno sva dali knjigo Holesterol v tisk, ko smo v Nemčiji smo takrat bili in smo brali novico, da končno in uradno Američani priznavajo, da holesterol ni škodljiv in da so se malo zmotili. Tako kot so se malo zmotili ekonomisti, kako je treba reševati ekonomijo pa banke, ampak vsi smo jih mi že kao sanirali, veste, znanstvenik se malo zmoti. Ampak mi smo na koncu tisti, ki smo obtečali z eno kopico težav, ki nam jih ne bi bilo treba. Če bi ostali nekako dosledni svoj zdravi kmečki pameti in če se ne bi pustili zavesti
vsaki teoriji, ki nekdo producira z vprašljivimi motivi. No, in seveda, posledica tega, ko je nekdo prodal to zgodbo, več holesterola enako več težav, je logična strategija bila, potem pa dajmo manj holesterola, pa manj maščob. In zaradi tega so začeli predpisi, koliko mora biti nasičenih od tega, enojno, dvojno, takšno. In zdaj ljudje študirajo, pišejo številke, računalniško izračunavajo, kaj in koliko bojo zaužili. Namesto masla, margarina, to je bilo en od zakonov, ki ste jih poslušali toliko časa, namesto polnomastnega, posneto mleko, po možnosti 0% maščob, čim manj maščob v hrani. Kako pa potem dobimo dovolj energije? Ja, tako, da smo potem začeli jesti več ogljikovih hidratov, več sladkorjev, več praznih mašil. Pa še marsikaj vam niso povedali, in sicer ta hrana, te zdrave maščobe, ki so nam jih kao ponudili, so vedno bile omega-6 maščobe. Sončnično olje, repično, vse to, posebej, ko se predelajo, ko jih industrija iz njih naredi hrano, potem so to omega-6 maščobe. Omega-6 maščobe pa dvigujejo naš latentni unetno stanje v telesu. Ko ni v ravnovesju omega-3 in omega-6, se vam tako tehnica prevesi in ste vi en smutnik, ki se lahko žge za vsako provokacijo. Torej, veste, tisto komar te piči, pa en ima takoj roko uneto, ali ne vem, bil si k zobozdravniku, pa se zadeva ne umirja tedne in tedne, ali kakšna mehna poškodba, ali kakšna druga vrsta unetja na koži, imate veliko teh unetnih stanj. Mi smo vse bolj dovzetni za unetja, ampak ljudje to ne povezujejo s tem, da smo mi sesuli pravilno ravnovesje maščob, ki so to prej imele pod kontrolo, ker obstajajo maščobe, ki unetja zavirajo in maščobe, ki unetja spodbujajo. Večina naše hrane je seveda bazira na maščobah, ki unetja spodbujajo. In večina naših teles je potem eno samo kronično unetje na dveh nogah. Tudi to, ko bomo uredili, se marsikaj bo postavilo na svoje mesto. In te dobite ta odgovor, zakaj kmet, ki pije polnomastno mleko, je od cvirke, in nikoli še ni slišal za teorije prehrane, na koncu ima boljšo krvno sliko od tistega, ki vse preverja in šteje, kaj bo pojedel in zakaj bo pojedel. Pa ne samo zaradi tega, ker je kmet jedel boljše maščobe, ampak zato, ker je jedel manj degenerirane maščobe. Vete, ko se boste prebili, mislim, danes res zelo smo frustrirane obe z Adriano, da to treba tako poenostaviti, pa tudi malo zbanalizirati, da vam tako eno glavno okostje povemo, ker ni treba verjeti na besedo. Preverite, preberite, pa boste videli, kako zares te stvari funkcionirajo. Ampak tisto, kar je pomembno, mi smo se preveč vsi zdaj ukvarjali z nekimi detajli. Kaj je omega-3, katera omega-3, v kateri obliki, v kakšni količini, s čem mora biti zvezana, spregledajo zelo pomembno vprašanje. Koliko žive so te maščobe? Veste, ko vi kupite pasjo hrano, ker piše bogata za omega-3, to se lahko samo nasmeješ. Hrana, ki ima rok uporabe 2 leti, ki je pregreta na nam popolnoma nedojemljivih temperaturah, ti nekdo razlaga, da vsebuje omega-3. Pa omega-3 so tako termolabilne, da še navadne kuhe, pa da nekaj pogrejete, ne morejo preživeti. Torej, logično je, v industrijsko predelani hrani, ki je narejena, da ima rok uporabe, tako da niti ne veste več, kdaj so živila sploh proizvedena, ne pričakujte omega-3. Mi omega-3 dobimo samo tako, da se vrnemo k izvorni kodi in začnemo uživati živa živila, ki to imajo. To so konoplja, orehi, lan, laneno seme in olja seveda iz teh maščob. No, rezultat tega, seveda smo vam razlagali že, preveč maščob imamo, smo debeli, to je zaradi maščobe, no, tudi to je en od paradoksov, ki ne drži. Večina naših težav z debelostjo je posledica tega, da jemo premalo dobrih maščob. In seveda, preveč ogljikovih hidratov. To, kar se nam nabira tam, kjer ne bi radi, niso maščobe. Res je, da to na koncu dobi obliko maščobe. Ampak to ogljikovih hidratov, ki so nam dvignili sladkor, telo ni vedelo, kaj bi s tem počelo,
Seveda, inzulin je potem vse to pobaslo in inzulin je edini način, da spakira višek sladkorja, lahko ga spakira v maščobo. Mi smo naredili iz sladkorja maščobo. Nismo mi pojedli maščobo, pa da se nam je nekaj zadevalo. Veste, nam so tudi prodavali zgodbo zelo dolgo, da je edina energija za naše telo sladkor, da naše celice delajo na sladkor, da možgani delajo, da ko vam pade sladkor, ste neuporabni. In seveda, mi spolnimo naše celice sladkorjem, hranimo kandido, hranimo rakave celice, hranimo še marsikaj. Ko pa greste v Skandinavijo, veste, kaj je problem? Sploh ne veste, kako boste pojedli to, kar vam da gostinc, ker je to beljakovina z maščobo brez škroba. Dobiš ribo z rakci, škampi, pa še 3 majonezaste omake čez in nikjer videti kruha. Potem rečemo, lahko malo kruha dobimo, pa reče, ja, tam imate od spodaj. In pod vsem tem kupom ribe in majonez je res en takav mali košček, veste, njihove tisti kruh, ki je 5 mm. In jaz sem prvo mislila, da mi recejo, pri nas bi en gostinci z tega naredil 4 obroke, ker bi vam dal še toliko škrobov zraven, da bi 4 lahko pojedli to ribo. Ampak oni jejo ogromno beljakovin in maščob in tam težko vidite debelega človeka. Imajo veliko manj težav s srčno-žilnimi boleznimi kot mi, imajo veliko manj težav z degenerativnimi spremembami na živčevju in kar je za čudo, imajo tudi manj depresije kot mi, pa 6 mesecev ne vidijo sonce. Ampak zelo pazijo, kakšne maščobe jejo, pa seveda tudi kakšne začimbe s tem pojejo in vse, kar je temu privedno. Mi imamo piramido, ki je popolnoma obrnjena na glavo, ki producira debelost. Ko boste videli, kako ti procesi potekajo v telesu, odsotnost pravih maščob je tista, ki je ustvarila našo debelost. Če bi več pravih maščob, govorimo o kakovostnih maščobah, uživali, bi tudi naši možgani bolj delovali, ker veste, naši možgani so predvsem ena kakovostna maščoba, ki mora delati. Pa še nekaj je, naše telo lažje dela na ketone kot na glukozo. Ta del smo tudi spregledali, v šoli tega ni, jaz sem gledala, v priročnikih tega ni, da mi lahko uporabljamo tudi maščobo za gorivo, da celice uporabljajo tudi maščobo, ne le glukozo. In za razliko od sladkorja, ki vam vedno dviga sladkor v krvi in s tem ustvarja veliko težavo v žilju, več kot to holesterol, ki je bil osumljen, nam maščobe omogočijo, da imamo dotok energije, brez da nam nenehno sladkor niha gor pa dol. No, in seveda posledica tega je, ko dieta ni prejela, ja, potem pa imamo zdravila. Ne bom danes gubljala časa s tem, kaj šele ta zdravila povzročajo in koliko stranskih učinkov, utrujenost, težave z mišico in potenca. Krasno, dobiš še 10 bolezni potem, ki jih je treba tretirati in dobiš seveda, vse so to bolezni, ki se na dolge proge jemljajo in zagotavljajo, da en trenutek, ko ste vi dobili diagnozo, ste zelo dober uporabnik, marsičesa za zelo dolga leta. No, zanimivo je, posebej, če boste brali knjigo o holesterolu, vse 30 začimb ima klinično potrjene učinke, da ne le regulira holesterol, ampak tudi preprečuje vnetje ožilja, regulira sploh metabolizem maščob, in to seveda brez stranskih učinkov boste imeli več energije in rešen problem. Marsikatero to začimnico imate že na vrtu, zdaj boste že, če imaš začeli nabirati, je v vrhu začimb, ki lahko pomagajo in recimo na našem terenu jih imamo na razpolago za ta namen. No, in zdaj posledica vsega tega, kdo bi si mislijo? Vete, že leta 1975, to je davno nazaj, ne? 75, to je 40 let nazaj, so Svetovna zdravstvena organizacija je zahtevala oziroma prosila, da se popolnoma prepove strojevanje maščob, to kar hidrogenizacija maščob. Že takrat so imeli dokaze, da tehnologija, s katero industrija predeluje maščob in jo še vedno uporablja, povzroča 34 degenerativnih bolezni. V samem vrhu so že takrat imeli dokaze. Da Svetovna zdravstvena organizacija predlaga prepoved neke tehnologije, veste, koliko mora biti nekje nabranega materijala, ker Svetovna zdravstvena organizacija ne bi kar tako rekla, da je narejena, da služi narodu.
tudi tam je veliko interesov v ozadju. Ampak kljub temu priporočilu, kljub ogromno dokaznega gradiva, ki je takrat bilo že svetu prezentirano, je prevladalo prepričanje, da bi to zelo ogrozilo svetovno ekonomijo, če bi prepovedali tako obdelavo maščob. In imajo prav, globalizacije ne bi bilo, ker ne moreš ti ene kekse furati z Kitajske v Slovenijo 6 mesecev po ceni prevozi, pa jih še imeti 3 leta na polici, če bi noter bila kakšna živa maščoba. Maščobe so bile tiste, ki so vedno izdale produkt. A se spomnite, včasih smo vsi vedeli tačno, koliko je domačica keksa ali kakšen star, ker ko je ambalaža postala malo masna, ko je spustilo maščobo, smo vedeli, da več ni sveže. Danes še croissane kupite, da so 3 leta prhki, taki, kot da ste jih ravno kaj odprli, zahvaljujoč čem? Zahvaljujoč tem, da ta maščoba, ki je noter, dr. Budvigova je to imenovala, dejansko to je narejeno iz rastline, ampak tehnologija, ki je uporabljena, naredi iz tega plastiko in ne več živilo. Zato maščobe danes imajo zelo dolge uporabne roke. A ste kdaj pogledali, koliko sončnično olje v tuna konzervi zdrži? Ja, uradni rok uporabe je 4 leta. V vseh pravilnikih pa piše, da sončnično olje ima 1 leto rok uporabe. Jaz sem vprašala tehnologija, a to pomeni, da bojo 4-krat odprli vmes konzervo pa zamenjali olje, tako kot mi v... Ali so našli način, kako ga bojo obdelali, da tudi po 4 letih ne bo žarko? To drugo je pravilen odgovor. Rezultat vsega tega, ker se vam sanja ne, da se počne z maščobami. Danes obstajajo tudi nove tehnologije, boste brali, kaj sploh vse se dela z maščobami. In ni nujno napisati na embalaži, recimo esterifikacija je še hujša od hidrogenizacije, pa še marsikaj se počne. Rezultat tega je, kdo bi si mislil, debelost, to, kar imenujemo sindrom X, povišana glukoza, inzulin, težave s ščitnico, ta obtrebušna debelost, ki se dogaja, povišani lipidi, povišen tlak. Mi treba obogatele na prodaji knjigi o Kandidi. Skoraj da ne najdeš zahodnjaka, ki nima težave z napenjanjem, z glivicam. Zakaj? Ponovno povezano s tem, če bi uživali prave maščobe zavirajo Kandido. To, kar mi uživamo, pa je krasna hrana za glivice. Zanimivo je pa, da je to povezano tudi z neplodnostjo, povezano z Alzheimerjevo, Parkinsonovo, depresijami, demenco. Navidezno se vam zdi, da te stvari nimajo nič skupnega. Ko se boste malo bolj poglobili, boste tudi videli, kako se z reševanjem enega da še kako prispevati tudi drugemu. In če smo vse to mi upoštevali v teh 50 letih in če je toliko enega denarja šlo za to, bi bilo za pričakovati, da smo danes bolj zdravi, kot smo bili 50 let nazaj. A vas zanima, kakšna je statistika? Danes je umrljivost zaradi teh bolezni veliko večja, kot je bila, ko smo se začeli to igro prej. Mislim, da ti lahko poveš še ta citat res, ker so rekli, do katerega leta? Ja. Danes res imamo veliko več smrti zaradi srčno-žilnih bolezni, možganske kapi pa infarkta. No, zdaj bom prepustila besedo Adriani. Adriana je dejansko pri tem projektu vodilni raziskovalec in oseba, ki se je zelo, zelo poglobila v maščobe. No, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz se smejim Sanje, ki so včeraj gledali predavanje, pa so šli skozi, pa je rekla Sanja, no, čez bom 10 minut, to bo hiter, pa boš pa ti lahko naprej se, kaj, ja. To je predavanje 2+ ure, še kakšno zraven. Tako da res so obe frustrirani, kako nam sporočiti, kaj je bistvo te knjige, oziroma sploh bistvo vseh teh zmot. Zato sva strnila skupaj 5 najpogostejših zmot, oziroma mitov na temo holesterola pa nasičenih maščob. Pa najbolj, zakaj začnem. Evo, prvi mit, holesterol je škodljiv. Sanja je že veliko povedala na to temo, da vam verjetno ne rabim prav dolgo razlagati, da to ne drži. Naprimer, holesterol je gradnik vseh celičnih membran. Veste, vsaka naša celica je sestavljena iz maščob, nasičenih, nenasičenih pa iz holesterola. In zdaj, če mi nimamo holesterola dovolj, to pomeni, da celica zgublja svojo celovitost, svojo integriteto. Veste, kadar je preveč nasičenih maščob, ki so trde v celici, v celični steni, se holesterol urine med te maščobe in omogoči, da celica ne postane preveč trda.
Če je preveč nenasičenih maščob v celični strukturi, spet holesterol prileti in se urine med te maščobe, zato da celica dobesedno ne razpade. In to omogoča, da celica lahko diha, da lahko izloča toksine, da lahko sprejema glukozo in ostale minerale in tako naprej. Naprimer, če imate vi v telesu premalo vode, da ste dehidrirani, kaj holesterol naredi? Takrat boste ga v telesu v krvi namerili veliko, ampak zakaj? In zato, ker bo se vgradil v celično steno, zato da ne bo voda šla ven iz celice. Ker če ste hudo dehidrirani, telo išče vodo tam, kjer je razpoložljiva. In če ni holesterola, dobesedno vi posušite svoje celice in izgledajo kot tiste suhe slive, ki jih jemo za prebavo. Tako da holesterol je zelo pomembna snov, je tudi gradnik znotraj celičnih membran. Vidite te narisane membrance, naprimer ena od teh okroglih je mitohondrij, rumeni. Kaj so mitohondriji? To so celične elektrarne. Naše elektrarne, oni proizvajajo energijo, da celica lahko funkcionira. In zdaj spet, če ni holesterola, ni pravilno delovanje teh celičnih elektrarn, naša energija celic gre dol, zdravje celic gre dol, naše splošno zdravje, veste, kakšno je posledično. No, je gradnik možganov, zaščitnih živcev. A veste, holesterola možgani potrebujejo ogromno, zato holesterol oni sami proizvajajo. To verjetno niste še slišali. Niso samo jetra tiste, ki ga ogromno proizvedejo, ampak tudi možgani. In kdaj se proizvaja? Po noč, ko mi spimo. Zakaj je to pomemben? Dobesedno zato, ker so možgani izgrajeni iz njega. Zelo pomemben je zato, da se tvorijo stičišča med dvema živčnima celicama. Ko se staknete dve živčni celici skupaj, si prenašate informacije. In te informacije potekajo prek drobnih mehurčkov. In če teh mehurčkov ni, če ni holesterola, ker tudi on sodeluje tukaj, in če ni teh stičišč, kaj z našim spominom? Kaj z našim učenjem? Ja, ga ni, ne? Motnje v delovanju možganov tudi pripeljajo do tega, da se pojavljajo depresivna stanja, agresije, avtizem, Alzheimer, demenca in tako naprej, kadar holesterola primanjkuje. No, holesterol je tudi predhodnik žolčnih kislin. Zakaj so potrebne? Zato, da mi maščobo pa holesterol, ki pojemo, pomagajo prebaviti v črevesju. Se pravi, če tega ni, potem je prebava slaba. Potem predhodnik je kortizola, holesterol. Kaj je kortizol? Naš hormon stresa. Nam pomaga stresne situacije obvladovati. Zdaj spet, če ni holesterola, je manj kortizola in naša reakcija na stres je nikakva, po domače rečeno. Predhodnik je spolnih hormonov, ženskih, moških. Zelo pomemben je za to, da se nosečnost normalno spelje. Boste videli, v nadaljevanju bom povedala, v čem je problem, če holesterola primanjkuje prav pri nosečnosti. Je predhodnik vitamina D, se pravi, mi lahko gremo na sončka pa nastavljamo kožo, soncu, da se bo vitamin D tvoril. Ja, ne bo se, če nimate dovolj holesterola. Ne bo, ker je potreben za to, da se vitamin D sploh sformira, pa zaščitni kože in tako naprej.